Fantasy. Radio Fantasy. Ja, Luis Capaldi je bil tole in njegova Somebody to Love. Ja, danes sem z vami že Šuši in danes nisem sama. Danes me je obiskala moja maserka Manca. Dobro jutro. Dobro jutro. Čakaj, Manca. Mogla sem si samo malo mikrofon popraviti. Manca, dejva midve najprej razjasniti eno stvar. Ti si Manca Bračun, Je tako? ampak tvoj masažni salon pa se imenuje Dotik lahkotnosti. Zdaj to si lahko vsak razlaga po svoje. Moraš, no da. Ja, veš, da moram. Teda, da mi povej, odkje ideja Dotik lahkotnosti? Ja, zaradi masaže. Predvsem zaradi masaže, ki imam najrajši, oziroma to ni niti masaža, ročna limfna drenaža, ki dejansko noge naredi tako lahkotne, da hodiš po oblakih. Veš, kako si jaz drugače to predstavljam? Ne ravno po oblakih, ampak včasih smo imeli risanko palčka, ki si obu čarobne škornice in je skakal iz hriba na hrib. Tako da, evo, jaz si to recimo tak predstavljam, pa spomnila sem se na eno oddajo lahkih nog na okrog, ko je bila pred leti. Ja, sva istega letnika No, ja, skoraj. se jo gledam, so glede iste oddaje. Torej. Zdaj v reklami sem pa zasledila, da imaš ti masaže, terapevtske masaže, hipnoterapijo. Zdaj, tega je tudi kar precej. In kako veš, kaj recimo določeni osebi paše oziroma potrebuje in ali je to pravilna odločitev za njo? Pa mogoče, če še malo razložiš, kaj je razlika med terapevtsko masažo in klasično masažo. Matkurja, se počutim kot šul. Ja, no, lej, fora je v tem, da jaz te moram vprašati vse zaradi tega, ker že meni ene stvari niso jasne. Torej, terapevtska masaža ni nekako, bi rekla, ful tista melodična masaža, torej, da delaš ful povezane gibe, pa gremo od križa proti vratu in tak naprej. Temveč se res osredotočim na problematiko. Ali je to išias, pa potem raziskujemo, ali je samo išiasni živec, ali pridemo do tega, da je piriformis mal zagrabil ta živček. Kdo? To je pa ena mišica, taka zelo nedležna, ampak ok, pusva to. Kje pa je ta mišica? Na ritki. Okay, ja, no, mislim, koliko piriformis? Piriformis. Dobro, yes. Ta prvo sem že zadobila, prav trofla. Torej, terapevtska masaža je tudi nekoliko močnejša masaža, uporabljam več komolcev, tudi dejansko celo telo moje masira nekako, a ne? Ker se naslonim na tisto točko, potem to so trigger točke, katere manipuliram. Pri klasični masaži je pa tisto bolj sprostitvena varianta, mal bolj nežna, čeprav pravijo, da ne znam biti nežna, ampak znam biti, prisežem. Se pravi, ne pridemo objokani od tebe. Ne, prijete z nasmehom in lahkih nog, okej? Ok, v redu. Zdaj, Manca, ena stvar je še. Zdaj smo pred poletjem. Tako je. Se veš, ponavadi, ko prideš z dopusta, rabiš dopust po dopustu. Ali masaža pred poletjem, pred dopustom je dobrodošla, ali rajš ne, da je boljš priti po dopustu? Masaža je sleherni dan dobrodošla, ker dejstvo je, da greš ti na dopust zmatran, se niti spočil ne boš. Boš ti šel na dopust zategnen, ti bo tam nelagodno, vse bo bolel, ne boš se mogel namestiti na brisači, niti na ležalniku, še koktejl ne paše. Če greš pa ti ful sproščen, pa imaš že ti chill out v glavi in je to, ja, itak da ful paše jeti na dopust že sproščen. Pa je treba se pa malo normalizirati, ne, pa fajn tudi mišice malo zagreti, malo pripraviti na delovno vnemo nazaj, pa tudi paše po dopustu, tako da vse dni v letu, vse mesece v letu, dobrodošli. Torej, na masažo bo treba iti k Manci, da sprobamo. Ok, jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, da jokam zaradi drugih stvari pri njej, ker mi dve delava v bistvu hipnoterapijo. Ali reiki terapijo. Ker pač tudi to ima. To je pa v bistvu poštimati svojo glavo dejansko. Glavo, notranjost, vse. V bistvu že naši predniki, ful dolg nazaj so vedeli, da dotik zdravi in masaža, reiki in te zadeve, vse zadeve, ki se dogajajo iz rok ven, so zdravilne. In svet bi bil lepši, če bi ljudje se tega bolj zavedali in šli kamorkoli na dotik, ki zdravi, dejansko. Vidiš, ne dotik lahkotnosti, dotik, ki zdravi bova zdaj mogla preimenovati tvoje podjetje. Oziroma, to je masažni salon. Ideja si poln. Ja, idej imava veliko, se pravi, masaža sama je, lahko rečemo, nujno potrebna.
za vsakega to ni posameznika. luksus, to res ni luksus. To je nekaj, kar res rabiš. Kar rabiš vsak mesec, vsaj enkrat, če ne večkrat. Kaj pa recimo dolžina masaže priporočaš? Pol urce, uro pa pol, kakšni so termini? Čisto različno, res različno, kaj delamo. Nekateri imajo dovolj pol ure. Samo hrbet, pol ure in to jim je za 3 tedne popolnoma dovolj. Nekateri rabijo 1 uro, spet drugi rabijo uro pa pol, spet tretji so pa tukaj za 2 uri. Maksimalno masažo imam 2 uri. Ok, tega nisem vedela, torej kdaj imava naslednji termin, lahko podaljšava še za pol ure? Ne, ker nisi ta zadnja, da bi lahko podaljšvala. No, in tudi kar se tiče terminov, se kar hitro tudi polnijo, ampak rekli sva, pred dopustom je vseeno fajn še prideti na kakšno masažo, zdaj pa v tem mesecu še imaš kak termin? Nekaj jih je še, jaz se že malo dopustniški ljudje, tako da so se malo sprostile. Večinoma so dopoldne termini še prosti ali pa tam nekje sredi dneva, popoldne pa zelo hitro pohopsajo. Ja. In kdaj zjutraj začneš ti? Kar res moraš vedeti. Ja. Ob 6 zjutraj je prva masaža možna. Ok, torej danes je ali nekdo odpovedal ali pa si planirana, da prideš k meni? Planirala. Ampak kdo gre ob 6 zjutraj na masažo? Ja, tisti, ki res se zavedajo, kaj jim masaža pomeni in da jim da ful zagon za cel dan. Dragi poslušalci, jaz mislim, da je čas, da jaz zdaj zavrtim Bon Jovija. Manca, ti boš prišla pa k meni tukaj, pa da vidim, če tudi masaža na delovnem mestu pa še tako pri tebi v salonu. Ja, tudi masaža na delovnem mestu obstaja pri dotiku lahkotnosti. No, pa sva že nazaj, Šuši in Manca Bračun iz Dotika lahkotnosti, kjer imajo ravno pravšnjo masažo prav za vas. A je res, Manca? Dobro jutro. Dobro jutro še enkrat. Ja, itak da je zares. No, res, ne zares. Zares se tudi gre, ja. Zares se tudi gre, definitivno. Koliko vrst masaž lahko dobimo pri tebi? Ojoj. A si jih kdaj sploh štela? Ne, zaradi tega, ker dejansko jaz iz danes na jutro skreiram novo masažo. Da dodam to skupaj in jo poimenujem po kakem bogu, bogini ali recimo po kaj s tem kom. Nekaj si izmislim pač. Šuši. V redu, dobiš svojo masažo. Okay. Prav za tebe, ker že tako vem, kaj imaš rada. Okay. Naprimer, je bila ena kolegica na masaži in je opisovala, kam ima težavo, pa da bi imela to. Ja, nič, pa jaz mal tole in to je to. Ne? In smo naredili en tak mineštra masaža. Torej, masaže pri tebi so prilagojene vsakemu posamezniku posebej? Definitivno. Jaz rabim, da mi stranka samo pove, koliko časa bi rada imela masažo. Kaj bova midve počeli, katero masažo si bo stranka izbrala, kaj jo boli, mi pove na dotičnem mestu, torej v masažni sobici, na masažni mizi, reče naprimer, danes me pa boli koleno, pa malo me križ boli, potem jaz že v glavi itak delam povezave, kaj bi lahko se bilo to skupno. Gremo po energijskih točkah pogledat, vprašam kako stvar, ampak najlepše je, ko gre z nasmehom iz sobice. Absolutno se strinjam. Me pa zanima, kaj pa, ko ti rabiš masažo? Kam greš pa ti? Ker sama ne, se tež. Jaz imam pa sodelavko, moja sodelavka Mateja, ko je salon Biona, pri njej tudi jaz imam svojo sobico. Ona je tak mojstrica za vse, predvsem kozmetične storitve ima, ampak tudi odlično masira. Potem imam pa še eno kolegico v Žalcu, s kim bili Sneža, tako da, Neža, haj! Ja, se pravim, ker zdaj ponavadi je ravno tako, ne, da ti delaš neko storitev, ali pa frizerka, ne, recimo, kdo bo pa tebe sfriziral, ne? Ja, sem imela ta problem, da sem bila dolga leta brez masaže dejansko, oziroma ne leta, no, kar nekaj časa pa. Pa se začneš pa sesuvati, ne, in točno veš, kakšni ljudje pa k tebi hodijo, ko so sesuti, ker veš, iz lastne kože. In sem pač rekla, Kovačeva kobila pa žena bo bosa. In si se odločila, da greš tudi ti na masažo. Tako, imam 2 res super maserki in eno ročno limfno drenerko, tudi mojo učiteljico, tako da. Je poskrbljeno tudi za tebe, da si ti spočita, ko pridemo mi k tebi na masažo? Seveda. Odlično. Kaj pa recimo, ko sva rekli, pred dopusti, po dopustu masaža, kaj pa masaža v službi? Ali je to priporočljivo na delovnem mestu, da prideš, pa da mogoče vsaj ta ramenski del? Definitivno, to je preventiva zdravja na delovnem mestu.
ogromno maserjev to ima dejansko, ne? To ni ena taka progotavščina mene ali pa recimo ene parih maserjev, ogromno jih ima to. In grejo, se zmenijo z nekimi podjetji, se določi dan in pridejo. Pri meni, na primer, tudi nekatera podjetja zakupljajo te masaže in imajo prav napisano preventiva zdravja na delovnem mestu, zaposleni lahko pridejo na masažo ali pridem jaz k njim, to je stvar dogovora in to je to. In tudi čas v službi hitreje mine kot prvič, kot drugič, pa bolj si vitalen, nekako nimaš tiste zakrčenosti, zategnjenosti pa dosadnosti. No, evo, me veseli. Torej, Manca, če povzameva, dotik lahkotnosti se nahaja v Celeja parku Celje, Tako je, v 5. nadstropju. seveda. To pomeni tisti lift, ko pridete pri Fabijanu noter, oziroma za garažno hišo. Ja, oziroma, jaz kar rečem, tista vhodna vrata, ko so med avtobusno pa železniško postajo, tako da tudi transfer odličen. Dobro, se pravi v 5. nadstropju, Biona center, tam te najdemo. Tako. Kak pa delaš? Dopoldne, popoldne? Stvar dogovora je pa res, popoldne sem samo torke, četrtke, ostalo sem pa striktno dopoldne. Striktno dopoldne, se pravi od 6. ure dalje? Pa ni vedno v česte, no, lepo te fehtam. Ponavadi tam med 7 in 8 začnem, no, 6 je res tista za VIP stranke. Me zanima, kera je ta VIP stranka, da pride že ob 6. na masažo, ker se pravi, če bi jaz hotela priti na masažo k tebi, ko bom recimo naslednji teden spet začela delati ob 6. zjutraj, bi jaz mogla biti ob 4. že pri tebi. Ja, ne, pa se zmeniva kar tukaj, pridem jaz sem. Aha, ok. Se pravi, no, pred 6. torej ne hodimo tja. Manca, kaj pa, če bi jaz tebe recimo vprašala, kera je tvoja najljubša masaža oziroma kaj tebi najbolj paše? Ti paše grobo ali ti paše tisti easy? Odvisno od dneva, pa kdo me razpizdi. Ponavadi je to dec. Stranka verjetno ne. Ne, nobena stranka me še ni. No, bom probala naslednjico, ne, pa bom jaz jokala spet, rajš ne. Se pravi, masaže, sva rekli, klasične, terapevtske. Ročna limfna drenaža, energijske masaže. Energijske, to so te reiki, hipnoterapija. Ne, energijska masaža je pa spet nekaj drugega, no. No, pa smo spet tam, dajmo šuši, spet nekaj novega danes. Energijske masaže so pa povezane, recimo, niso grobe masaže sploh, so malo bolj nežne masaže, definitivno pa je vključena glava. Torej, največkrat vključim indijsko masažo glave ali pa kansa vant masažo obraza. Včasih se pa poigram z obema tehnikama na glavi, plus še reiki terapija. Ok, se pravi, klasična masaža, terapevtska masaža, energijske. Brojsova masaža hrbtenica. Ok, kaj pa sem jaz imela zadnjič tiste čepke gor? Tiste terapevtska masaža, dale so pa gor ventuze, zato da so ti mišice še malo bolj prekrvavile in tvoje dotične točke zategnjenosti sprostile. No, dragi moji, kot ste slišali, šuši ni več zategnjena, ampak odtegnjena. Včasih pritegnjena. Manca, hvala lepa za obisk. Vsi vi poslušalci pa dajte vtipkati na Facebook, Instagram, dotik lahkotnosti. Manca je tukaj za vas, če boste rabili kakršnokoli masažo, se lahko oglasite tudi od 6. ure dalje. Ne od 6, prosim, od 7 ure pa lahko. Ok, super. Manca, za konec, hvala lepa, ker si se oglasila. Hvala lepa, ker skrbiš za mene, za mojo glavo in moje telo. Hvala tebi za zaupanje. Ja, malenkost. Če boste pa vi pridni, bova pa mogoče z Manco naslednjič podelili tudi kakšen darilni bon. Se strinjam. Evo, dragi moji, mi pa gremo zdaj naprej z Prljavim kazališčem in Ne zovi mama doktora. Radio Fantasy. Radio Fantasy.